Dober dan. Včeraj sva znaten del delovnika porabila za to, da sva si ogledala sodbo pisni odpremek v zadevi Patria. Si imel zeleni flomaster v roki in si počrtoval, ali si samo prebral, ali si naredil si miselne vzorce iz tega, kar je sodnica napisala v zadnjih 3 mesecih? Ja, ustvarjal sem si vtis o tem, kar sva našim zvestim gledalcem obljubila že pred časom, da bomo lahko kaj povedali o sodbi v zadevi Patria, potem, ko bo stvar izdana napismeno, ne. In ta vtis, zato pravzaprav ne rabiš flomaster, da počrtuješ, ne. Fakt. Midva tudi nisva pravnika, ne. Midva predstavljava laično javnost in verjetno zato, da bi izrekla kvalificirano pravno mnenje, niti nisva pravi osebi. Nisva in tudi to pravzaprav ni namen. Midva sva takrat dala neko, dajva tako lepo povedati, ne. Osnovna teza je bila udeleženih, ne, zlasti prejšnjega prvega ministra, ki je iz tega naredil en velik političen problem, na ceste spravil toliko in toliko ljudi. Torej, temeljna teza je bila, da nič ni res. In da gre za popoln konstrukt. Da je to popoln konstrukt, da je privlečen iz neobstoječih argumentov in ne dokazov, ne. Skratka, da dokazov za te stvari ni, ne. In tako kot praviš, ne, kot pravnik na to stvar moraš, kot pravnik bi moral to pogledati pravniško, se pravi z ustavnimi varovalkami, z varovalkami zakona in pa z načeli in principi, ki vladajo v tej stroki. Mi da so pa tukaj, da narediva zdravorazumski pogled na stvar, ne, in vzpostavlja razliko, če obstaja seveda, med tem, da ni popolnoma nič na stvari, da je vse konstrukt in izmišljotina, in med tem, kar piše, ne. No, in glede na to, da je sodba v končni instanci javna in da jo je mogoče prebrati, da si vsakdo lahko prebere, si lahko tudi ustvari vtis, ne. To globoko ni res, ne, da not v tej sodbi ne mrgoli argumentov, ne mrgoli sosledi povezav, zelo jasnih indicov o tem, oziroma jasnih indicov, zelo jasnih dokazov, ne, zdravorazumsko gledano zdaj, ne pravno, zdravorazumskih dokazov, da to ni konstrukt, da za tem v celotni zgodbi so dogodki, je sestavljena iz realnih dogodkov, je sestavljena iz realnih povezav in da vsa imena, ki so vpletena, dejansko so povezana. Tem skozi mojo perspektivo nekoga, ki je v življenju prebral kar precej, ne, lahko rečem, da o tem ni več ne more biti dvoma, ne. Zdaj, par besed bi rekel še o tem, mislim pravzaprav, kakšna je logika pisanja te sodbe, ne. Izhodišče je, da gre za primer, v katerem obstajajo samo določeni neposredni dokazi, vendar ti neposredni dokazi obstajajo, sami po sebi pa niso zadostni, da bi lahko trdili, da so osebe, ki so bile obsojene, da so dejansko krive, ne. Potem pa obstaja še velika množica posrednih dokazov, ki so kot nek puzzle, kot neka sestavljanka zloženi v neko smiselno zaporedje. Hkrati pa imajo ti koščki, te sestavljanke v večini primerov tudi določeno logično kontrolo, ne. Se pravi, če obstaja dokaz, da je dne 24.12. z ene telefonske številke na drugo telefonsko številko bil poslan SMS, in če obstaja dokaz v nekem mailu, ki je šel iz Avstrije na Finsko in ta mail opisuje kontekst dogodka, ki ga je morda, ne, vseboval tudi ta SMS, ne. Se pravi, gre za neke vrste logične kontrole, ne, in vprašanje, pred katerim bo pa
pravna stroka na resni preizkušnji, ne, je pa to, ali so logične povezave, ki izlagajo te posredne dokaze, dovolj močne, ne, da lahko onkraj vsakega dvoma verjamemo, da je dejansko prišlo do tega kaznivega dejanja. Ja, to je pač stvar pravne stroke in pravna stroka ne svoje oddela, naj ima svojo avtonomijo, zato jo pa tudi to priznamo in to od nje pričakujemo. Ja. Ne? Ampak treba je pa preprosto tudi nekaj povedati. Ne? V času, ko se je to dogajalo, ne, smo mi zgubljali državo. Zgubljali smo jo zato, ker je bila država vzporedna zadevščina nekega velikega posla, ki je očitno utemeljen v zgodbi in z laičnim jezikom govorjeno, imamo tukaj pač pravno zgodbo, potem imamo politično zgodbo, imamo konec koncev moralno zgodbo. In mi, da smo tukaj zato, da razgrneva še druge dimenzije, kot so samo pravne dimenzije ali pa pravno-kazenske dimenzije. Preprosto treba povedati, ta zgodba je ena velika packarija, ena velika, v Bohinju bi rekli, mrharija. Tako so ropali našo državo, tako se je dogajalo nekaj, kar se ne bi smelo, tako se je dogajala v bistvu degradacija, dogajala se je moralna korupcija, politična korupcija in siceršnja korupcija. To, da premier ni vedel za posel, je po mojem mnenju popolnoma izključeno, ne glede na to, ali bo za to odsedel ali ne bo, ali se bo ujel, ali se bo zmogel pač ujeti na kakšne pravne hakelce, finte ali kakorkoli že, da se bo temu izognil. Iz tega je popolnoma jasno razvidno vsakemu bralcu, da je vedel, da je to odobraval. Popolnoma jasno je to. Veš, vprašanje krivde, kazenske odgovornosti ali tega, ali nekdo bo šel v zapor, je nekaj drugega, kot to, da imaš ti moralni uvid zdrave kmečke pameti, ko vsak, ki prebere to stvar, lahko vidi. Tukaj stvar smrdi, ne samo smrdi, tukaj stvar evidentna, ampak zelo jasna in evidentna. In mislim, da je o tem drži treba nekaj povedati. Treba je preprosto reči, to je praksa, zgodilo se je nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi in kar se ne sme več zgoditi. Ja. Je pa tako, ne, da če z te moralne optike ne, gledamo na pisanje sodnice okrajnega sodišča, ne, lahko vidimo neko zelo natančno rekonstrukcijo postopkov lobiranja pri nekem velikem državnem naročilu. Na kakšen način se je lobiral, na kakšen način so finski poslovneži, orožarji med seboj komunicirali, na kakšen način so spreminjali scenarije zaradi tega, ker je prišlo do sprememb konstelacije političnih silnic, na kakšen način so iskali partnerja v Sloveniji, na kakšen način so se veselili konec koncev, ko so našli nekoga, za katerega so domnevali, da je dovolj blizu vladajoči opciji, na kakšen način so se povezovali z ljudmi, ki so v Sloveniji blizu vladajoči opcije. Se pravi, dobimo zelo natančen uvid v anatomijo enega državno sponzoriranega posla z orožjem. Ne? Katere vzvode se je pritiskali. In srhljivo je to, ne, da so oni že v svoji predpostavki, da si prvič tega posla želijo, da drugič morajo preštudirati, v katerem politično-anatomskem času se gibljajo, se pravi, a morajo izlobirati okrog levice ali okrog desnice, ne, nakazuje na to, da so oni predpostavljali, da je možno izlobirati kogarkoli in da je pač ta praksa povsod možna. Se pravi, ni to zdaj posel, ki bi bil vezan izključno na Janšo ali pa na desnico, ampak je to posel, ki bi bil izpeljan v vsakem primeru tako ali pa drugače. Ne? Ja, ki je imanenten antropološkim značilnostim teh krajev. Ne? Točno tako. Ne? In to je srhljiva zgodba vsega skupaj. Ne? To, da se je pač ta garnitura ujela na limance, kaže samo na to, da je bolj rustikalna, da je manj galantna in da se je slabo naučila, ne, od svojih predhodnikov oziroma da je slab derivat iste logike, ne, verjetno. Ne. Ali pa da je čist preprosto bila neprevidna in da so vse odločitve preveč v vrh segale, recimo. Ne vem, ne. Ampak iz tega je mogoče razbrati, da če bi bila na oblasti pač druga tako imenovana opcija, bi posel ravno tako normalno stekel. Ja. Zdaj, ena od kritik, ki se je pojavljala v preteklosti, je šla nekako tako, ne, da vsako sodbo je treba
napisati tudi v obliki povzetka in ta povzetek naj bi razložil pravzaprav vsebino cele zgodbe. Povzetek naj bi pa spravili na format ene vizitke. Mislim, da v tem specifičnem primeru je... Vem, koga imaš v mislih. Je ta ideja neprimerna, zaradi tega, ker gre vendarle za to, da je potrebno v logično sosledje zložiti več 100 dogodkov, več 100 komunikejev med različnimi osebami in več 100 bolj ali manj jasnih izjav ljudi, ki so bili... Na eno vizitko vse mogoče spraviti. Korupcija je bila, neprimerna korupcija je bila, korupcija je neprimerna, korupcijo je treba kaznovati. To so 3 stavki, ki grejo na vsako vizitko. To bi ti dal v povzetek? To je povzetek, ne. Definitivno je prišlo do zelo dobro dokazano, prikazano, in za mene seveda iz pozicije logičnega sosledja tudi dokazano, da so upleteni med sabo povezani, da so umazani, da so vedeli, kaj delajo, da so vedeli, da to, kar delajo, je narobe, zato so se pritajevali oziroma svoja dejanja skrivali. Celo večkrat rekli, da se je treba izogibati možnosti razkritja med novinarji in zelo jasno so tudi stalno sporočali, da je treba vrhuško, to se pravi samega premierja, držati ven iz tega, čeprav mora stalno blagoslavljati vsako potezo posebej. Torej, zavržnost in konspirativnost te logike je izkazana preko zelo jasnih dokazov in argumentov, In seveda, če ti na sodišču, recimo teoretično govorim, ker ne vem, ampak uspeš dokazati, da je nek SMS nelegalno pridobljen, s tem še ni rečeno, da ni res. S tem še le rečeno, da si se pravno izognil, ampak moralno si pa še vedno packa. Ja. In teh packaritelj noter v tej zgodbi je mogoče prebirati v zelo logičnem sosledju. To je veliko delo, dobro narejeno delo, če govorimo zdaj izključno iz pozicije prepričljivosti v to, ali je res ali ni res. In naša naloga oziroma naša opredelitev je tokrat res lahka in enostavna, posebej zato, ker smo vzeli zelo zares obe strani. Prvo, kar je, smo vzeli zelo zares namero sodišča, da bo z argumenti prikazalo resničnost teze, da so bile neprimerne povezave in da so se dogajale organizirano dogajala neprimerna dejanja. Na drugi strani smo imeli pa zelo kategorično sodbo, da je vse popolna laž in konstrukt in da popolnoma nič ne drži in da bo to dokazano na sodišču. Ta kontrast je v bistvu zelo olajša naš vpogled v stvar in kdor bo pač to prebral, mu se mu tudi odločati, ali je ogenj tam, kjer je dim. Teza obtoženih je, da niti dima ni. Tako je, oni so rekli, da je to umetno produciran dim, da je to v bistvu političen konstrukt, in kdor bo to prebral in lepši del zgodbe je to, da vsakdo to lahko javno prebere, bo hitro videl, ali je kaj na stvari ali ni. Se pravi, kaj bo pa iz tega se v končni fazi izcimilo, koliko ljudi za koliko časa in na kakšen način bodo sedeli v zaporu. Jaz mislim, da bi morali vsi, potem, kar je tukaj videno, bo pa pač stvar stroke. V stroko se pa ne bomo vtikali. Stroka je tako, da mi zdaj čakamo, če se bodo komentatorji kaj začeli oglašati, se pravi, tudi strokovna javnost, za zdaj jaz nisem opazil, da bi potem, ko je pisni odpravek sodbe zunaj, da bi se pojavil kakšen strokovni ali pa znanstveni recenzent, tako da recenzije bodo tukaj šle po 2 tirih. Pač prvi tir bo višje sodišče, ki bo recenziralo sodbo okrajnega sodišča glede na to, kaj bodo povedali odvetniki. Akademska stroka se pa zagotovo tukaj tudi ne bo mogla zelo dolgo časa nazaj držati, seveda pa potrebuje določen čas, da teh slabih 140 strani zelo gosto tipkanga besedila natančno prebere in da se oni prepričajo tudi v to,
ali je z pravnega vidika zadeva konsistentna ali ni. Ne? Jaz bom pazljiv na to, ne. Prvo, kar je logično, ne, bo spet zanimivo pač brati različne strokovnjake, ki bodo poskušali verjetno v eksaktni pravni jezik zaviti sledi svoje lastne ideologije ali pa svojih želja, ne. Ampak to je nekaj, kar je itak možno predpostaviti in pričakovati. Ampak zelo me bo pa zanimal on drugi del, ne, ki je v bistvu pravno, kako ne rečem, majhen bolj metapravno, ne. Se pravi, kaj je prav pa kaj je narobe, ne? Ker se pravi, rad bi videl tiste, ki bodo poskušali dokazati tezo, da je vse, popolnoma vse politični konstrukt. Iz teh predloženih dokazov mislim, da bo to izredno težko. Jaz bi pa rad videl tistega, ki bo rekel, da je bilo vse prav, oziroma da je bil to, kako je rekel tedanji obrambni minister, da je bilo vse legalno. Da je bil to najbolj transparenten posel v slovenski orožarski zgodovini. Vse to je v bistvu samo druga plat iste kolajne, ampak nekdo, ki je bil v Hagu, bi rekel malo Morgan. Ja, ne, lej, tako, jaz mislim, da je kakorkoli obrnemo to konc neke zgodbe ali pa začetek nekega konca, ne, kakorkoli že gledamo, ne, in da so se nekateri oblaki moralnih standardov v tem smislu razkadili, ne, ker javnosti je zdaj kljub vsemu dostopna zgodba. Dobro. Bo naslednji teden tudi o tem? Ja, upam, da ne bo treba, če pa bo, ne? Dobro.